Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, spoštovani vsi prisotni. Epidemija COVID-19 je močno spremenila naša življenja. Ni posegla samo v področje našega zdravja, ampak je posegla na vsa naša področja. Mogoče se res lahko pohvalimo z nižjo brezposelnostjo, a vendar je slika na področju turizma drugačna. Zaradi vseh mogočih zaprtij smo bili primorani spoznati lepote Slovenije. Prepričan sem, da polovica Slovenk in Slovencev sploh ni vedelo, da naša mala dežela premore takšna bogatstva. K temu je vsekakor pripomogel vladni bombonček v obliki turističnih bonov. Res je, da smo zaradi tega državljani več dopustovali doma, a težko rečem, da dlje časa. Tisti, ki smo kakorkoli že prej obiskali naše bisere, smo kaj hitro opazili, da so se cene turističnih dejavnosti rastle v nebo. Če se prav spomnim, smo lani celo imeli medijsko odmevne aferice, ko so se cene plačil z boni in brez iste nastanitve v istem času z istim številom in starostjo ljudi razliskovale tudi do nekaj 100 evrov. Podatki Fursa na dan 12. december pravijo, da je bilo unovčenih 70% potencialno unovčenih bonov. 30% lanskoletnih bonov ni bilo unovčenih in predlagatelji menijo, da če jih podaljšamo do 31. julija 2022, bomo pomembno pomagali tako turizmu kot ljudem. Ne vem pa, če to vse skupaj drži. Razumel bi sicer, da se podaljšujejo do konca septembra, kjer ljudje gredo takrat še na oddih in marsikdo ima ravno v avgustu določen letni redni dopust. Še bolj logično bi mi bilo, da bi bil ta datum postavljen ob koncu leta 2022, se pravi 31. decembra. Močno pa dvomim, da bodo ljudje zaradi tega podaljšanja resnično le-te porabili. Puščam možnost, da je med temi 30%, ki še svojih bonov niso porabili, tudi tisti, ki so v tem letu in pol imeli tehtni razlog, da niso tega naredili. A vendar je veliko bolj verjetno, da smo dosegli odstotek ljudi, ki so si dejansko lahko privoščili, da so bone koristili. Tole me malce spominja na čas osamosvajanja, ko nekateri niso želeli slovenskega državljanstva. Zdaj pa nekateri želijo odškodnino. A če se vrnem k bonom, 200 evrov za polnoletno osebo, kolikor znaša vrednost bona, ni veliko. Ljudje so lahko ta znesek porabili le za prenočitev oziroma nočitev z zajtrkom. Kje je tu še pot in hrana? Res pa je, da je zelo večno, da se govori, da se predlagatelji borijo za ljudi in želijo podaljšati bone, da bodo reševali turizem. Če je temu tako, potem v Slovenski nacionalni stranki dodajamo, da predlagamo, da se lanskoletni turistični boni podaljšujejo do 31. decembra 2024, ker epidemiologi napovedujejo, da bo COVID-19 med nami še vsaj do takrat. Res pa je, da v odboru Slovenska nacionalna stranka nima svojega predstavnika in temu posledično nismo mogli podpreti ta predlog, kajti predlog je kljub temu smiseln.